Lepo zdrav še iz štajerskega konca. Pravijo, da najboljše pride na koncu, pa poglejmo, če je temu res tako. Sem Simon Krajnik, predstavnik podjetja Preciz, kjer se od leta 2010 pospešeno ukvarjamo z namenskimi rešitvami za industrijo, digitalizacijo najprej lastnega podjetja, potem pa tudi širše. In tokom tega smo razvili tudi, bomo rekli, kar inovativnega virtualnega asistenta, ki omogoča, sistemski pristop k reševanju sodobnih težav z področja digitalizacije. Nekaj krajših poti smo ubrali tudi pri samem sistemu, pa bi začel mogoče s problematiko, ki smo se lotili oziroma s tem sistemom nagovarjamo. Torej, težave, s katerimi se srečujejo sodobna podjetja, proizvodna industrijska podjetja, ki jih mi opažamo tudi na terenu, so v največji meri, zastoji v proizvodnih obratih. To so največji tisti stroški za podjetja, ki se pojavljajo, pa jih je težko, zmanjšati, če nimaš nekega sistematskega pristopa, pa zanesljivosti računalnika v ozadju. Naslednja zadeva je izkoriščenost kapacitet in učinkovitost. Podatek, da nekje 4 do 5 ur efektive v 8-urnem delavniku nam pove, da imamo kar velik manevrski prostor za izboljšanje učinkovitosti. Potem so tu organizacijske napake, ko morda nekdo, za primer, pozabi umakniti embalažo, pa se izdelki več ne morejo stekati noter, ali pa zmanjka materiala na kakšnem stroju, pa zaradi tega pride do zastoja. Potem so tukaj preventivna vzdrževanja, ki so na žalost v praksi dostikrat bolj kurativna kot preventivna. Sledljivost odprave napak, to še vedno poteka bolj ali manj po ustnem izročilu, potem pa se kaj pozabi in pa ni nobene statistike, kar pomeni, da ne vemo, kaj od tega se je uredilo, kaj se ureja, pa kakšna je prioriteta urejanja teh napak. Naslednja problematika, ki je tudi kar velika, je odzivnost vzdrževalcev, ki jo zelo težko izmerimo, še težje stimuliramo ali pa naredimo kaj za to, da bi bila boljša. Velikokrat se pojavlja v nočnih izmenah, kjer pač tudi vodilnih ni ponavadi na delovnem mestu in takrat je malo več manevrskega prostora za slabšo odzivnost. Potem so tudi dobavni roki in pa nabava materiala, ki so, neposredno povezani z zgoraj navedenimi problematikami, kar pomeni vsak zastoj, več zastojev, več prekinitev, ko je, daljši bo naš dobavni rok in pa nabava samega materiala se tudi vedno bolj v zadnjem času trendovsko dela po potrebi, ne več vnaprej na zalogo, kot smo bili tega vajeni pred to, dobo sprememb, ki smo jo bili deležni v preteklem času. Nenazadnje pa tudi optimizacija samih delovnih procesov, tudi tukaj, če ne veš, če nimaš statistike, če nimaš podatkov, če ne veš, kaj poteka, boš tudi to zelo težko optimiziral. Torej, mi smo naredili sistem, kjer smo, tiste ključne faktorje v podjetju, tiste ključne pozicije in funkcije želeli razbremeniti, pa poglejmo, kje mi vidimo možnost za izboljšavo. Torej, od vodstva do delavca na koncu smo se lotili kompletne verige in sicer vodstvu, direktorju smo omogočili nadzor na daljavo, kar pomeni, da lahko kjerkoli in kadarkoli pogleda v stanje podjetja, proizvodnje, potrebuje le napravo in spletni brskalnik, pa dostop do interneta. Omogočili smo 100% zanesljivost podatkov, ki jih sistem prikazuje v realnem času, kar pomeni, ko jih na eni strani nekdo vnese, so na drugi strani v sistemu takoj vidni za uporabnike, ki imajo dostop. Pozna stanje naprav in opreme, brez da bi mogel koga kontaktirati, brati kakšna poročila ali pa voditi kakšne sestanke na to temo, in pa vedno pozna plan aktivnosti in stroškov, ki je pač tudi do določene mere variabilni in se spreminja, pa je fajn, če imamo ažurno informacijo spet v realnem času. Drugi je vodja proizvodnje. Proizvodnja je zelo pomembna v industrijskih podjetjih. Tudi vodja proizvodnje mora poznati
stanje svojih naprav in opreme, statistiko zastojev, ki je predvsem pomembna za njega. Kot smo rekli, vsak zastoj pomeni, nam poruši plane, ki smo jih zastavili ob začetku, skladno opremo in kader, kar pomeni, da je oprema pregledana, da je varna za uporabo in da je kader ustrezno usposobljen. Dostikrat naletimo, ko nekdo reče, da odpelji to paleto v tisto halo, pa se tisti, ki to pelje, mogoče niti ne zaveda, da mora biti usposobljen za voziti viličar, bog ne daj, da pride v takem primeru do nesreče. Tako da je fajn, če so vsi usposobljeni in je oprema skladna, ter plan in statistiko posegov, kar pomeni, da se planirana vzdrževanja, zastoji, ki so pač s tem povezani, ko se vzdrževanje izvaja, lahko splanirajo in se ve, kdaj bojo katere kapacitete na voljo. Varnostni inženir ima ključno funkcijo v podjetju, na njemu je zelo velika odgovornost na eni strani in pa na drugi strani to, kako on svoje delo opravlja, vpliva kar na veliko aspektov v podjetju. Varnostnemu inženirju smo do njegovega dela v celoti omogočili digitalni pristop, kar pomeni, da smo ga razbremenili birokracije, ki dostikrat jemlje veliko časa v podjetjih, pa potem ne ostane dovolj časa za praktično izvedbo teh ukrepov. Avtomatizirali smo preglede, tako naprav kot zaposlenih, kar pomeni, da virtualni asistent skrbi, da so ti pregledi, da se izvajajo in da so izvršeni, do tega malo kasneje. Plan aktivnosti, kdaj mora kaj izvajati, zato da se kakšni roki ne zamudijo, da imajo vsi skladno opremo od zaščitne do delovne opreme. In pa, če je kje 100% zanesljivost pomembna, je pri varnostnem inženirju, kar pomeni, da on je tisti, ki je na prvem mestu človek, ki mora biti suveren in zanesljiv pri opravljanju svojega dela. Naslednja tema, kontrola kakovosti. Vsako podjetje, ISO standard je danes že standard, tako kot se imenuje, to pomeni ni več neki privilegij, več ali manj 9001 ima vsako proizvodno podjetje. Potem so tukaj zunanje presoje, auditi naročnikov, ki pa znajo biti dolgotrajni, pa kar boleči za tiste, ki so prisotni strani podjetja. Tako da z tega stališča smo omogočili evidenco in arhiv meril, torej vse, kar se meri z evidenco posegov in pa sledljivostjo, dostopnost dokumentacije na licu mesta, kar pomeni, da ne rabimo več dokumentacije za posamezne zadeve iskati po arhivih, pa v fasciklih ali pa tudi na računalnikih, če so zadeve že v digitalni obliki. Omogočili smo digitalni pristop, kjer smo se spet razbremenili birokracije in pa sledljivost vseh podatkov, kar je pri presojah še toliko bolj pomembno, in pa avtomatizirali smo preglede do te mere, da noben ne rabi skrbeti, ali bodo opravljeni in kdaj bodo opravljeni. Naslednji aspekt je vzdrževanje. Vzdrževanje je tudi ključnega pomena v podjetju in vzdrževalci, kot smo prej rekli, je težko nadzirati ali pa stimulirati, pa tudi njihovo delo je fajn, če ga razbremenimo, zato da ga lahko upravljajo dosledno in da je potem vse delujoče. Tako da strani vzdrževanja smo najprej spostavili sistem za obveščanje, ki poteka preko SMS-a in e-pošte v realnem času, kar pomeni, ko pride do težave na eni strani in jo nekdo prijavi, je v naslednjem trenutku vzdrževalna ekipa o tem obveščena. Potem računalniško vzdrževanje, torej CMMS sistem, kar pomeni, da lahko bomo se kasneje te teme lotili, ampak tukaj smo dejansko dosegli to, da ne rabimo računalnika na stroju, pa še vedno lahko računalniško vodimo vzdrževanje. Potem digitalizirali smo v celoti od video oblike do slikovne oblike, tudi tekstovne navodila in postopke za vzdrževanje, kjer so vzdrževalci tudi vodeni po korakih in pa samodejno kreiranje poročil, kar pomeni, da vzdrževalec opravlja vzdrževanje, virtualni asistent pa na drugi strani za njega, po domače povedano, piše poročilo. Zadnje pa ne nazadnje je pa
so pa delavci v podjetju, ki so pač gonilna sila vsakega podjetja. Njim smo omogočili navodila za varno delo, kadarkoli v realnem času na licu mesta, kar pomeni, da ni potrebno zapuščati delovnega mesta, pa iti na neko postajo, iskati neka navodila v papirni obliki na 5., 8., 12. strani, ampak lahko preko QR kode dostopajo do tega na licu mesta. Skladnost opreme, s katero delajo, in pa tudi njihove varovalne opreme ter njihovo usposobljenost, kar pomeni, da imajo vsa usposabljanja narejena in vse preglede, zato da lahko delajo varno. Vpogled v stanje naprav in opreme, kar pomeni, da spet imajo stroje, s katerimi lahko varno delajo, in tudi opremo. Vsi vemo, da na primer kakšna čelada po 5 letih se je težko spomniti, da je potrebno zamenjati. Je fajn, če nas kak sistem na to obvesti, in pa popisovanje parametrov, ki se dostikrat tudi dogaja, pa jemlje veliko časa, smo digitalizirali, pa tudi tega se bomo skozi sistem dotaknili. Kako smo zdaj mi to reševali, je pa naslednja tema. Torej, naredili smo oblačni virtualni sistem, kar pomeni, da smo od klasičnih sistemov ubrali čisto drugi pristop. To pomeni, na eni strani smo postavili zadevo v oblak, teče na naših strežnikih in tako smo podjetja razbremenili potrebe po neki infrastrukturi strežniški, licencah, programih, ki so s tem povezane. Na drugi strani smo pa povezali inventar osebe in naprave z QR kodo, kar pomeni, da ne rabimo na stroje, na naprave montirati računalnikov, v katere spet operater vnaša neke podatke, ki jih potem pošilja strežniškemu sistemu, da jih obdela, pa se potem vlečejo ven za poročila. Tako da tukaj smo to pot skrajšali, kar pomeni, na eni strani imamo QR kodo, s katero, ko jo odčitamo, dostopamo do profila naprave, ki je online, kar spet pomeni, da to lahko naredimo kadarkoli in od kjerkoli. Sistem deluje na tak način, da vnesemo oziroma uvozimo, če obstaja kakšna digitalna baza, Excel ali pa kakšen drugi sistem, evidenca, podatke v sam sistem, in v tistem trenutku, ko smo vnesli neke podatke, sistem od vas zahteva recimo samo naziv. Ko ste naziv vnesli, že kreira profil naprave in mu dodeli QR kodo in takoj v tistem trenutku se lahko ti podatki dostopajo preko QR kode. Kadarkoli kasneje pa se lahko te podatke ureja znotraj sistema, dodeljujemo parametre, dokumentacijo vežemo zraven, planiramo vzdrževanja, posege, preglede za same naprave in pa nadziramo oziroma spremljamo napravo preko nadzorne plošče. Kar je ključnega pomena, je enostavna implementacija. Vsi vemo, da obstaja kar nekaj teh ERP sistemov, ki so že uveljavljeni. Vemo tudi, da za različna področja v podjetju uporabljamo različne sisteme, tako da ključnega pomena je, da naš sistem enostavno implementiramo v podjetje. Tako da v tem primeru smo, kot smo rekli, brez začetne investicije, ker smo se izognili potrebi po strežniškem sistemu in na drugi strani računalnikih za komunikacijo. Nismo vezani na nobeno namensko opremo ali infrastrukturo ali okolje, torej za uporabo potrebujemo samo spletni brskalnik in povezavo z internetom. Deluje sistem v vseh računalniških okoljih in na vseh napravah, ki omogočajo dostop do interneta. Hitro ga integriramo tudi v druge sisteme, kar pomeni, da lahko vzpostavimo komunikacijo, uvažamo, izvažamo podatke ali pa tudi nadgradimo obstoječe sisteme s temi funkcionalnostmi, ki jih omogočamo, in na ta način smo dosegli, da je to dejansko najhitrejši in najcenejši način za digitalizacijo tega aspekta. Zdaj bomo pa pogledali, kako sistem izgleda v praksi. Pa bomo šli najprej skozi eno napravo. Tukaj vidite rubrike. Torej, nahajamo se, toliko da veste, v našem testnem demonstracijskem okolju. Tako da tu so podatki fiktivno vnešeni,
pa bomo šli skozi, da vidite, kak sam sistem zgleda. Torej, vpišemo se, kot sem rekel, z uporabniškim imenom in geslom. Lahko aktiviramo tudi dvofaktorsko avtorizacijo, kar pomeni, da še preko SMS kode nudimo dodatno zaščito. In potem pridemo v sistem. Zdaj pa, da se dotaknemo najprej tiste QR kode. Torej, ko se QR koda na napravi, stroju, kakorkoli poskenira, se odpre profil naprave, ki ga zdaj gledamo. To je ta tablica naprave, kjer vidimo tukaj podatke o sami napravi, imamo tudi dodatne informacije. Kaj je zelo pomembno, takoj vidimo status naprave. To pomeni, naprava je v okvari ali vzdrževanju, rdeča zgoraj, to pomeni, da je ne smemo uporabljati. Če v obratovanju je zelena, če se pa izvaja poseg, ki ne moti delovanja, je pa rumene barve. Spodaj imamo dodatne informacije, to so tukaj, tako kot sem prej rekel, sistem od vas zahteva samo naziv. Vse ostale informacije, ki se prikazujejo, jih lahko sami prilagodite oziroma nastavite, kar želite videti. Dodajamo slike, posredujemo samo napravo, včasih gre za to, da rabimo kak nadomestni del, pa moramo proizvajalca kontaktirati točno za to napravo. V tem primeru dobi povezavo do profila naprave in vidi točno, za katero napravo gre, in pa prijavimo lahko napako, kar pomeni, da kliknemo na prijavi napako. Tukaj, ker smo vpisani v sistem, je predizpolnjeno, izberemo potem status prioriteto, kar pomeni, kako hitro moramo odpraviti tole napako, ali je naprava v okvari ali v obratovanju še vedno. Potem pa izberemo napako iz seznama, lahko pa kadarkoli dodamo tudi svoj opis tukaj, opis napake, dodamo sliko, video posnetek lahko posnamemo in napako prijavimo. V naslednjem trenutku bo sistem po SMS-u in e-pošti obvestil vzdrževalce in skrbnika naprave, pa tudi uporabnika, da je v tem trenutku ne sme uporabljati v primeru, da gre za takšno vzdrževanje oziroma odpravo, da naprava ne obratuje. Pa se bomo te prijave napake spet dotaknili malo kasneje, pa gremo tukaj naprej. Torej, kadarkoli tisti, ki poskenira QR kodo, lahko vidi vse nevarnosti, ki mu pretijo ob uporabi naprave, osebno varovalno opremo, ki je zahtevana za varno delovanje oziroma upravljanje te naprave, napake, ki smo jih pač preddefinirali, redne preglede, ki jih bomo tudi se kasneje malo bolj podrobno dotaknili, kar pomeni, tukaj nastavimo pregled, za kakšen pregled gre, periodiko obveščanja in pa kontakte v primeru, da gre za nekega zunanjega izvajalca, da ga sistem kontaktira, da je potrebno opraviti pregled. Potem imamo popise. Pri popisih lahko kreiramo tudi skupino popisov, kar pomeni, da pridemo v nek prostor, pa bomo različne parametre na različnih strojih, napravah popisovali, kreiramo skupino in nam naredi kot eno checklisto, pa gremo potem sukcesivno skozi in vnašamo parametre, ki jih želimo popisovati. Tukaj pa zdaj vidimo recimo na tej brusilni kozi, torej gremo skozi to napravo, popisujemo delovne ure na eni strani, na drugi strani pa debelino brusne plošče, ker ko pade po 30 mm, je nevarnost, da jo raznese in takrat se sproži alarm in ko se alarm sproži, so spet obveščeni vzdrževalci in pa skrbnik naprave, da je ploščo potrebno zamenjati. Zdaj, te alarme lahko vežemo na različne parametre, ne. Nekje bo šlo, ne vem, na delovne ure, na količino nekega porabljenega materiala, pač na različne parametre jih lahko vežemo. Periodiko popisov lahko nastavljamo, na desni strani imamo pa vedno graf, ki nam prikazuje nihanje teh vrednosti, ki jih popisujemo. Vzdrževanja se bomo tudi kasneje dotaknili v rubriki vzdrževanja, kadarkoli pa lahko vsak operater tudi dostopa do dokumentacije. Tukaj lahko nalagamo poljubno dokumentacijo, izjavo o skladnosti, navodila, kakšne CE izjave, pač poljubne dokumentacijo. V tem primeru gre pač za navodilo za uporabo, lahko ga snamemo, pa si ga naložimo na napravo, lahko ga pa tudi pogledamo kadarkoli v realnem času.
tako da tukaj imamo v digitalni obliki na voljo recimo navodilo za uporabo te brusilne koze. Spet smo se izognili papirni birokraciji in pa kadarkoli lahko to pogledamo tudi v primeru, da rabi več ljudi naenkrat isto navodilo, pač vsak svoje naprave ga lahko dostopa do njega, ne. Tako da to je zdaj na kratko skozi eno napravo. Zdaj pa tukaj imamo pač orodje, potem imamo osebno varovalno opremo, ki se uporablja, merilno opremo. Te kategorije spet definiramo sami. Če ne najdemo tiste, ki je prednastavljena, kliknemo tukaj plus in enostavno kategorijo dodamo. Še to sem hotel omeniti, da ti pregledi, ki so pri napravah, vidimo vedno tukaj, ne, kjer je rumen pregled, bo v kratkem preteku, če bi bil rdeč, je že potekel, zeleni so pa veljavni pregledi, ampak tudi pridemo zdaj do njih. Naslednja rubrika je potem osebje. Osebje vidimo na eni strani v takšnem prikazu, pač grafičnem prikazu, lahko naredimo seznam, pa gledamo po seznamu. Druga zadeva je pa tudi organigram, kjer nam pač strukturno razdeli zaposlene v podjetju po oddelkih, tega pač poljubno tudi urejamo sami. Kar je pri osebju še pomembno, so spet ti pregledi, tako kot imamo za naprave pa stroje preglede, imamo tudi za osebe, tako tukaj recimo za privezovanje bremen, zdravniški pregled potrebujemo vsi v podjetju, ki smo zaposleni, izpit za varstvo pri delu, za X-cono in potem, če pogledamo dokumentacijo, je recimo tukaj eno tako potrdilo o usposabljanju, ki ga lahko recimo naš serviser, ko gre v kak obrat, pa mora izkazati, da je usposobljen za opravljanje nekega dela, torej svojega profila kadarkoli v digitalni obliki prikaže, da je on usposobljen za opravljanje tega dela. Kar je še pri osebju zanimivega, so prevzemi, kar pomeni, ko se razdeljuje osebna varovalna oprema ali pa kakšno orodje, kakšna namenska oprema, pa gremo zdaj, če smo glih tukaj Denisa gledali, pogledamo inventar zaposlenih in tukaj vidimo vse, kar ima on zadolženo, ne. Tudi sam lahko kadarkoli dostopa do teh entitet, po domače povedano, in podatkov povezanih z njimi. Tukaj imamo en varovalni pas. To je recimo v našem podjetju konkretno, se naši serviserji ta pas mogoče 2-3 na leto uporabljajo. Kljub temu, da so bili usposobljeni za ustrezno uporabo tega pasa, ne vem, če se ti čez par mesecev spomniš pol točno, kako se ga pravilno namesti, če si mogoče to 2-3 naredil. Tako da, ko klikneš na posamezno entiteto, prideš spet tja in potem pogledaš recimo navodila za uporabo, pa rečeš navodila za namestitev in spet dostopaš do navodila, kako si to varno namestiš, zato da lahko varno delaš. Je pa tu recimo tudi izjava o skladnosti naložena, ne, ker pač je tudi to treba pregledovati, tako da spet vso to dokumentacijo, ki jo zraven potrebujemo, imamo zagotovljeno v digitalni obliki dejansko na dlani, kadarkoli, ne. Vemo, da podjetja morajo to dokumentacijo, sploh navodila za vzdrževanje in uporabo, zagotavljati konstantno, zdaj pa to je na terenu, ne vem, če bo nekdo tak fascikel nosil zraven za vso orodje pa opremo, ki jo ima pri sebi, tako pa poskenira QR kodo, pa dejansko dostopa do vse te dokumentacije in mu je kadarkoli na voljo. Če opravimo recimo potem prevzem, dodamo prevzem, izberemo entitete, rečemo dobi osebno varovalno opremo, jo poklikamo iz seznama in ko pač kliknemo, nam zabeleži, dodamo prevzem, ki ga uporabnik oziroma zaposleni digitalno podpiše in imamo potem tudi izjavo, da je bil seznanjen z navodili za uporabo in da je takrat prevzel. Hkrati pa sistem beleži, kdaj je kaj dobil, se pravi, ko je perioda za zamenjavo ali za pregled te opreme, nas bo spet sistem nas in skrbnika in izvajalca obvestil o tem. Potem so pregledi.
tako zaposlenih kot naprav. Tukaj sistem primarno razdeli vedno na tiste, ki so pretekli, tiste, ki bodo pretekli in pa veljavne preglede. Lahko jih filtriramo na naprave in zaposlene po veljavnosti in pa po tem, ko smo se jih že lotili glede na status izvajanja samega pregleda. Naslednja zadeva so popisi, ki smo jih že skozi napravo videli. Vzdrževanja, to pa prej, kot sem omenil, dejansko sistem vzdrževalca, preko lahko tudi je video postopek, za vsako vzdrževanje pač sistem kreira delovni nalog, katerega vzdrževalec odpre in sistem ga potem po korakih vodi skozi vzdrževanje in samodejno kreira zraven poročilo. Pa bomo zdaj pregledali en zaključen delovni nalog, kako to izgleda. Torej, ko je vzdrževanje opravljeno, vidimo vse podatke, kje se je delalo, kdo je delal, kdaj je delal, čase trajanja, skupni čas dela, prekinitve, če so bile, in pa delovni nalog lahko pogledamo. Potem vidimo, zakaj se je vzdrževalo in pa poročila imamo spodaj. Tako da, ko je, bom rekel, vzdrževanje zaključeno, sistem kreira takšno zaključno poročilo o vzdrževanju, kjer vidimo, kaj se je vzdrževalo, kje, če je bilo več vzdrževalcev, pač celotno skupino in pa vodjo skupine izpiše, status naprave, potem vidimo vse, kar je bilo vzdrževalcem predočeno, kar se tiče nevarnosti, varovalne opreme, zaklepna mesta, logout standard je logout, tagout, torej pokažemo zaklepna mesta, kako se jih pravilno zaklene in vsak tak korak vzdrževalec potrdi. Sistem pa kreira poročilo. Lahko mu vmes prikažemo tudi video posnetek, ki ga pogleda, pa gre potem šele na naslednji korak, sploh če gre za kakšno zadevo, ki se dela na daljše obdobje. In na koncu imamo njegove opombe, lahko zabeleži tudi prekinitev, če recimo nima kakšnega nadomestnega dela, ki ga je potrebno naročiti. In na koncu imamo potem tudi vse te čase zabeležene, njegove komentarje ob začetku in ob koncu, ter podpis ob začetku in ob koncu del. Ločeno se pa kreira še poročilo o obratovanju, kar pomeni, da je s podpisom potrdil, da je vzdrževanje naprave zaključeno in da je naprava ponovno varna za uporabo. Ko je to obkljukal in podpisal, takrat tudi sistem spremeni status naprave, da je ponovno v obratovanju. Kompletno statistiko, bom rekel, teh vzdrževanj, pa sistem tudi vedno grafično prikazuje, tako da vedno vidimo, bom rekel, po statusu ali prioriteti delovne naloge, kako so se izvajali po kategorijah, recimo stroji, orodja. Statistika delovnih nalogov, tukaj, kjer je hrošček, je bila prijavljena napaka, tukaj, kjer je orodje, je šlo za redno planirano vzdrževanje. Potem imamo najpogostejše napake, ki se nam pojavljajo, preventivni nalogi, torej preventivna vzdrževanja, ki so najpogostejša, in pa čase izpadov oziroma zastojev zaradi vzdrževanj, torej v grafični obliki. Naslednja zadeva, ki jo bomo pogledali, je diagram podjetja. Na diagramu imamo tako, kot smo prej pogledali, organigram, imamo na diagramu celotno strukturo ali arhitekturo podjetja, kar pomeni podjetje, ki je razdeljeno na različne obrate, oddelke in tako naprej. Enostavno ga z funkcijo primi in prenesi tudi prestavljamo. Tako da, tudi to smo poenostavili. In potem vidimo, ne vem, recimo, če nas delavnica zanima, kaj se tam nahaja, vse entitete, ki jih pač najdemo v delavnici. Torej, od orodja do protipožarne opreme, prve pomoči, karkoli pač imamo v nekem prostoru, lahko tukaj pogledamo ali pa na nekem oddelku. Hkrati se nam pa tudi tukaj prožijo alarmi, kar pomeni tukaj, ko je rdeče, pomeni, da je nekaj preteklo, kjer je rumeno, pomeni, da bo preteklo. In zdaj, če recimo kliknem na uteži, mi pokaže vse uteži. V primeru pa, da me zanima samo tisto, kar je preteklo,
pa kliknem na alarm, mi pokaže samo te entitete, kjer je pač pretekel pregled ali je potrebno opraviti vzdrževanje ali kaj podobnega. Tako da to je to. Pri nastavitvah dejansko nastavljamo, kdo ima pravice, skupino entitet. Omenil bi še rado, da omogočamo masovno urejanje, kar pomeni, da lahko dokumentacijo pripnete k vrsti ali tipu naprave, pa če imate, 50 istih strojev, boste enkrat naložili navodilo ali pa kakšne postopke, gor pa bo potem pri vseh prikazano. Pa zdaj na koncu lahko pogledamo nadzorno ploščo, tukaj se spet lahko prikaz prilagaja, glede na željo, kaj želite, da vam prikazuje. V našem tem testnem okolju je trenutno so pretečeni pregledi v besedi in v grafu, napake in vzdrževanja, ki se izvajajo, potem imamo koledarski prikaz, za tekoči teden se lahko premikamo po njem naprej, nazaj, ali pa kliknemo na koledar, pa nam pokaže mesečni prikaz, kjer spet gremo naprej, nazaj, torej vidimo tiste zadeve, ki so pretekle, bodo pretekle ali pa so veljavne. Torej, sistem sam tole planira in pa število prijavljenih napak ter same naprave, koliko jih je v vzdrževanju ali v okvari in pa koliko jih deluje. Tako da, evo, na kratko je toliko iz sistema, zdaj bi se pa vrnil na prezentacijo. Tako. Zdaj pa se dotaknemo spet tega sistema za prijavo napak, da vidimo, kako pač tukaj poteka, tale postopek. Torej, tako kot smo videli, tam izpolniš napako, za kakšno napako gre, dodaš sliko, video, posnetek in ko je ta napaka prijavljena, je v sistemu že zabeležena in kdorkoli ima do nadzorne plošče dostop, jo lahko spremlja. Takoj, ko je napaka prijavljena, sistem samodejno pošlje obvestilo o napaki, torej skrbniku in pa vzdrževalni ekipi. V primeru, da je vodja vzdrževanja lahko tudi dodeli delovni nalog, kdo ga bo šel reševati, v nasprotnem primeru sistem priporoča po usposobljenosti, pa glede na zasedenost in pa zgodovino odprave napak vzdrževalca, ne more ga pa določiti. Torej, vzdrževalec prevzame potem to napako in takrat prične teči čas odprave napake. Ko jo je prevzel, torej se prične čas odprave napake in ko je naprava spet v delovanju, torej ko je opravljeno, sistem kreira poročilo in ga vzdrževalec podpiše, tako da dejansko smo tudi tisti birokratični del pokrili, ko je vzdrževanje zaključeno in pa vse odzivne čase, pa sledljivost, kdo, kaj, zakaj imamo zabeleženo in pa seveda statistika se popravi, kar pomeni, da lahko analiziramo in načrtujemo potem vse te korake ali pa prihodnja vzdrževanja. Tudi ko vidimo, kje se nam najpogosteje napaka pojavlja, bomo sistematsko lahko pristopimo, šli tisto najhitreje odpravljati, zato da se ne bo ponavljala. Periodični pregledi, torej tako naprav in osebja, tudi za te, ko nastavimo preglede in periodiko v sistemu, skrbi virtualni asistent. Zdaj pa, ker vsak potrebuje zdravniški pregled, smo tega opisali na kratko v sistemu, kar pomeni, ko nekomu preteče zdravniški pregled na določeni datum, sistem obvesti njega, hkrati pa izvajalca, ki smo ga definirali za izvedbo tega pregleda ali vzdrževanja, kakorkoli. Sistem pošlje izvajalcu link z koledarjem, kjer je označeno, sicer se tu malo slabše vidi, torej datumi so do preteka. Naprimer, če preteče 28. pregled, pomeni do 27. mora biti izveden, v nasprotnem primeru je že čez datum. Pošlje zahtevo za izvedbo izvajalcu in izvajalec označi termin pa uro, kdaj bi lahko izvedel ta pregled in ga pošlje uporabniku oziroma temu, ki mora pregled opraviti. Tukaj je dvosmerna komunikacija, ker če tale na ta termin ne more, izbere pač drug datum in pa da svojo opombo zraven, ne vem, sem v tujini, ne morem. In potem pošlje nazaj. Ko termin dorečeta, takrat je naslednji korak izvedba samega pregleda. Tukaj smo zaobšli to telefonsko
bom rekel, komunikacijo, ko moraš poklicati izvajalca, nekoga tam dobiti, določiti termin, ga potrditi, pa vezan si na delovni čas njihov, ne. To na primer lahko delaš tudi ob 12 po noči, pa bo zjutraj mail čakal, pa se bo takrat uredilo. Ko pa je pregled izvršen, izveden, pa se dokumentacija strani izvajalca naloži spet direktno v sistem na profil uporabnika ali naprave, kar pomeni, da smo spet in časovno in birokratsko prihranili velik del, kar pomeni, ni potrebno tiskati, pošiljati po mailu, printati, pa potem vlagati v arhive, ampak je vedno v digitalni obliki na profilu ali naprave ali zaposlenega to na voljo. In pa celoten ta postopek, proces lahko ali prilagajamo ali pa spremljamo znotraj sistema oziroma na nadzorni plošči. Torej, za konec, Soter vam zagotovi v tem primeru pregled nad osnovnimi sredstvi in zaposlenimi, planiraš lahko vzdrževanja, preglede in stroške, kar je razvidno tudi na časovnici, redne periodične preglede zaposlenih in inventarja imamo dejansko na dlani, ugotavljamo lahko kadarkoli skladnost opreme, naprav in vzdrževanj, kadrovski nadzor in urejanje kadrovskih zahtev, sploh kar se tiče teh pregledov pa dokumentacije, ki jo je treba zagotavljati, enotni sistem pridobimo in za obveščanje in za evidenco, ki nas razbremeni do te mere, da veliko naredi sam, ter vse skupaj vidimo v realnem času in tako je Soter dejansko najhitrejša pot za vzpostavitev evidence in nadzora, združuje ključne funkcionalnosti, da lahko sistematsko pristopimo k zadevi, opravlja delo, s tem razbremeni zaposlene in vodstvo podjetja ter zmanjša možnost poškodb, napak ter stroškov, ki jih to prinaša in odgovornosti, ki se potiskajo med zaposlenimi in zagotavlja 100% zanesljivost podatkov, ki tečejo v realnem času. Tako da, če pa se še kakšna vprašanja pojavijo, pa z veseljem vas vabim na naš razstavni prostor, pa vam bomo vse v detajle razložili. Tako da se vam zahvaljujem za vaš čas, z moje strani je to. Hvala lepa.